Takole. Pa si poglejmo val. Tule, zgoraj, imamo eno skico. Osnovna ploskev valja je krog. Že v prejšnjem videu smo rekli, da ima zelo podobno zasnovo kot prizma. Se pravi, tule zgoraj je krog. Potem je neka razdalja do drugega kroga. Tako. In spodaj je drugi krog. Zdaj, val ima polmer, ki je enak polmerju osnovne ploskve. Se pravi, tule je R, polmer osnovne ploskve. Potem pa gre tule stranski rob te naše okrogle prizme, ampak dajmo napisati, da je to stranski rob. Razdalja med obema središčema krogov je pa višina. Zdaj, mi se bomo pogovarjali samo o pokončnem valju, ne, lahko bi ga pa tudi malo pohodili po širno. In kadar se pogovarjamo o pokončnem valju, je višina vedno enaka stranskemu robu, ne, to pomeni pokončni val. Naše naloge bojo vse, glede na pokončni val, se pravi, da bo višina in stranski rob vedno enaka. Polmer je pa razdalja od središča osnovne ploskve pa do roba. No, če bi si predstavljali, da bi vzeli škarje in bi prerezali takole dol tale plašč. Kaj bi dobili? Dobili bi eno tako ploskev. Tule od zgoraj pa bi dobili dva pokrovčka, to sta pa kroga, ne. Tako, to bi bila pa mreža, ali kako bi rekli, valja. In zdaj ta kroga sta pač kar sta, R je toliko, obseg je toliko. Kaj pa so lastnosti tegale pravokotnika, ki je obstal tukaj, a ne? Ja, zdaj, če pogledamo. Če smo tule razrezali, potem je tu na rezu S. Stranski rob oziroma bi lahko rekli tudi višina. Če bi pa pogledali, kaj pa je tale stranica. Tale stranica je pa v bistvu enako dolga, če bi to zvili, bi dobili tole, ne, kar je okoli in okoli kroga. Kaj pa je to? To pa je obseg. Kako se že izračuna obseg kroga, se še spomnimo? Obseg kroga je pa pi, 2pi, v bistvu, krat R. Se pravi, gremo za okoli in okoli, ne, 2pi krat R. No, in to smo zdaj pač naredili samo zato, da bi mi si znali izpeljati prostornino in površino našega valja. Pa mogoče dajmo zdaj za začetek prostornino valja pogledati. Val je podoben prizmi. Prizma izračunamo prostornino osnovna ploskev in jo pomnožimo z višino. Okej. Osnovna ploskev našega valja je krog, se pravi, da bo ploščina kroga enaka ploščini osnovne ploskve. Koliko pa je ploščina kroga, se še spomnimo? To pa je pi R na kvadrat krat višina. In evo nas, tule je naša formula, se pravi, prostornina je pi R na kvadrat krat višina. Zdaj pa še površina. Površina je pa takole. Imamo 2 krat osnovna ploskev, ne, plus S plašča. Površino dobimo zdaj kako? 2 krat osnovna ploskev smo rekli, osnovna ploskev je ploščina kroga, torej pi R na kvadrat plus, zdaj dajmo še pa plašč razmisliti. Plašč je pa tale naš pravokotnik. Ploščina pravokotnika je pomnoženo, ne, A krat B. Se pravi, če bi pomnožili 2pi R krat višina, pa bi imeli plašč. In točno to tudi je. 2pi R krat
višina. In to je površina valja. Lepo se zlaga skupaj, ali kako bi rekli. Okej, zdaj še pa ena stvar pri tem, kar rabimo, in sicer ta stvar je pa tale. Osni presek. Če si predstavljate, imamo val in če bi ga presekali z sekiro, kako se vam zdi sekira, v redu, takole na sredino, tako da bi drve cepila, ne, bi kaj naredili? Bi dobili en pravokotnik. Zostani. To so vse ravne črte. In ko udarimo tukajle, tukajle središče, in pogledamo, kaj nam je ostalo, ko smo dali na pol ko smo val presekali, ne, po osi, zgornji, vidimo, da je tule R, tale del, pa tale del je R, vse do konca je pa tule višina, In če bi slučajno se zgodilo, da je 2R enako višini, potem rečemo, da je to en poseben val. In sicer to je val, ki mu rečemo enakostranični val. Enakostranični val, se pravi, je val, ki ima za osni presek kvadrat, oziroma velja, da je 2R enako višina. Zdaj, če si to zapomnite, je popolnoma dosti. Je pa res, da se da v tole formulo noter upoštevati to dejstvo in dobimo neke lepše, krajše formule za površino in prostornino enakostraničnega valja. Jaz jih ne bi izpeljevala, zato ker v resnici mislim, da je dovolj, da si samo eno tole zapomnite, ne, to formulo. Te dve formuli, ki smo jih izpeljali, so popolnoma dovolj, da obvladate vsakakršen val in pa seveda, da veste, da je pri enakostraničnem valju 2x(r) enako višina. To je to. Nič druga ne rabite. Okej, to je, kar se tiče valja. Naslednjič pa na stožec. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!